Živjo, moje ime je Rok in danes želim raziskati, kako premakniti navade. No, mimo te hiše je hodil že Prešeren. In ko opevamo energetsko učinkovitost stavb, ne gledamo samo na danes, temveč upoštevamo celoten življenjski cikel stavbe. Preprosto povedano, koliko energije gre za sprotno uporabo stavbe in koliko za proizvodnjo gradbenega materiala, gradnjo, vzdrževanje ter razgradnjo. Da bi izvedel več o trajnostni gradnji in prenovi, sem šel na obisk k družini Trajnik. Poleg piškotkov so mi postregli z nasveti o učinkovitem ogrevanju, hlajenju, prezračevanju in osvetlitvi ter o uporabi gradbenih virov z nizkim ogljičnim odtisom. Pravijo, da jim skoraj nič energijska prenova prinaša bolj kakovostno bivanje in produktivnost, hkrati pa nižje stroške za energijo in višjo vrednost nepremičnine. Zakaj je trajnostna gradnja temelj prijetnega vsakdana, pa mi bo povedal magister Miha Tomšič. Le redko lahko z enim zamahom naredimo toliko dobrega zase, za druge in za podnebje kot s trajnostno gradnjo in prenovo stavb. Znižamo rabo in stroške energije in vode, zmanjšamo količino odpadkov, omejimo škodljive vplive na okolje, ohranjamo naravne vire, prispevamo k celotnemu znižanju ogljičnega odtisa in se ob tem še dobro počutimo. Po zdravi pameti za zdrav planet. Skočite tudi vi na vrtiljak sprememb. In če še ne veste, zakaj bi začeli, ne pozabite. Imamo samo en planet!